Ansambel Spev so Vili, Marko, Edo, Kristjan in Boštjan. Fantje so pred leti skupaj kupili manjši vinograd, ki so ga tudi skupaj obdelovali. Obdelovanja se je treba lotiti skrbno in kvalitetno, nikakor pa ne polovičarsko. Zato si je treba vzeti veliko časa, energije in v to vlagati ljubezen. Čisto realno, imeli smo skupaj vinograd, tudi vino je bilo, zdaj je ta vinograd zopet v lasti Kolenčeve družine. Fantje so imeli voljo in vlagali ljubezen, pa vendar je včasih ob vseh obveznostih za to dejavnost zmanjkalo časa. Pomembno je, da ima vinograd v vsakem letnem času pravilno oskrbo. Vinogradnik mora biti zato stalno prisoten. Tisti vinograd v Podgorju je pa zahteval preveč časa za 5 dečkov in smo ga pa dali nazaj v last Kolenčeve družine. Najbolj so se fantje veselili trganja grozdja, trgatve, a tudi za to je potreben čas. Še pred tem pa je pomembno opravilo obrezovanje ali rez vinske trte. Vinski trti z rezjo določamo in ohranjamo obliko, s spuščanjem večjega ali manjšega števila rodnih očes usmerjamo količino, posredno pa tudi kakovost grozdja oziroma vina iz tega grozdja. Dober vinogradnik je zlasti dober rezač, saj v pretežni meri z rezjo usklajuje svoje koristi s koristmi trte. Pravilna rez trte zahteva od vinogradnikov, da spoznajo in poznajo življenje trte, vplive človeka na njeno življenje in lastnosti. No, ansambel Spev pa kljub temu, da so svoj skupni vinograd prodali, še danes uživajo v takšnih in drugačnih opravilih povezanih z vinogradništvom. Spevci še vedno imamo svoje vino, ki je vsak let naprešano tudi iz teh bred, ko nam ga moji prijatelji iz ansambla Spev pomagajo priti potrgati. Za vinogradnika in za tistega, ki želi to postati, je pomembno, da spozna nekaj osnovnih pravil vinogradniške dejavnosti. Le-ta mu omogočajo, da vzdržuje obliko trte in hkrati zagotovi stalen, kakovostni pridelek. Nekaj takšnih pravil najdemo v vsaki vinogradniški knjigi, pa vendar je še zmeraj najbolj pomembno, da si najdemo čas. In to delamo s srcem. Ansambel Spev si najdejo čas, sicer trenutno za vinograd v precej manjšem obsegu kot tisti skupni, pa vendar. Za minutko ali dve s prijatelji časa nikoli ni škoda.